Jaz bi začela ta svoj prispevek malo širše in sicer z opredelitvijo načela enakosti spolov, oziroma kaj enakost spolov je in kaj spol je, ker pogosto pride do napačnega, tudi stereotipnega razumevanja. Skratka, načelo enakosti spolov, gender equality, je v različnih dokumentih, domačih, tujih, obravnavano kot partnerstvo med ženskami in moškimi in poudarja se pomen odpravljanja neravnovesij v javnem in zasebnem življenju. Zakaj je to pomembno? Zato, ker se zelo pogosto se v bistvu enakost spolov razume kot enakost žensk ali kot poskus enačenja žensk z moškimi. Cilj politike enakih možnosti žensk in moških je pa torej enakost spolov, ki pomeni prizadevanje za enako prepoznavo, moč, udeležbo žensk in moških na različnih področjih javnega in zasebnega življenja. In to pa seveda pomeni, da je treba na spol treba gledati in ga razumeti integrirano, upoštevati je treba specifične situacije, položaje in potrebe obeh spolov in hkrati z ukrepi za ženske delovati tudi na področju osveščanja o enakosti spolov za moške in nasloviti tudi njihove potrebe. Skratka, zdaj mi tu govorimo o ženske moški, seveda so tudi znotraj, med ženskami so razlike in med moškimi so razlike. To samo kot ena fusnota. V Sloveniji, čisto na kratko, je enakost spolov pravno urejena že v 14. členu Ustave, če se pogledamo načelo enakosti pred zakonom, Zakon o enakih možnostih žensk in moških iz 2002, Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja iz 2004, potem je pa še en zelo pomemben dokument, to je pa resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013. Sicer se je sama resolucija iztekla, ampak ker še nimamo nove, ker je s tem še vedno velja. Gre za strateški dokument, ki izpostavi opredeli 20 ključnih ciljev s potrebnimi ukrepi, ki bi morala Slovenija slediti, da bi dosegla večjo enakost spolov v slovenski družbi. In zakaj to govorim? Zaradi tega, ker je 8. cilj te resolucije so konkretno enake možnosti žensk in moških v kulturi in medijih. In znotraj tega je izpostavljena strateška cilja, večja vključitev vidika enakosti spolov v kulturno politiko in zmanjšanje stereotipnega prikazovanja vlog žensk in moških v medijih in oglaševanju. Zdaj, tako v zakonodaji, kaj pa zdaj v praksi, kakšen je danes položaj žensk in moških v Sloveniji? Jaz zdaj tu v konkretne številke in statistiko ne bi šla, ker mislim, da je že poznana, če pa bi seveda kogarkoli zanimalo, pa v diskusiji z največjim veseljem delim vse številke in interpretacije z vami. Zdaj, kaj nam v bistvu gre za eno kontroverznost. Na eni strani so danes ženskam in moškim zakonsko zagotovljene enake pravice do šolanja, zaposlovanja, participacije v političnem življenju, enakega plačila zaposlovanja, kot sem že rekla, ampak, vedno potem sledi ta ampak, so ženske še vedno slabše plačane za svoje delo, še vedno jih je veliko, občutno manj na najvišjih mestih odločanja v politiki, gospodarstvu in kot smo že danes slišali tudi v medijih in še vedno opravijo večino neplačanega, neformalnega dela v zasebni sferi, zlasti v družini, kot matere, hčere, tete, babice in tako naprej. Skratka, skrb za otroke in starejše družinske članice in člane, gospodinjsko delo, da to ni nezanemarljiv del naših življenj, lahko govori tudi podatek OECD-ja, ki pravi, da za Slovenijo to vrstno delo predstavlja skoraj 40% našega BDP-ja. Kaj pa zdaj pravijo novinarke, urednice, direktorice, ki delajo v medijih, na teme enakosti spolov, na teme spolov v povezavi z mediji? Mi smo v poletnih mesecih letošnjega leta k sodelovanju vabili 13 žensk. Prizadevali smo se seveda pokriti različne tipe medijev, seveda od tiskanih do radija, televizije, nacionalne, komercialne, poskušali smo jih seveda tudi regionalno, da ne bomo pač, kot je to se pogosto krat hote ali pa nekaj te zgodi, da vse skupaj se odvije samo v Ljubljani, seveda smo šli tudi izven po drugih koncih Slovenije. V intervjujih smo naslavljali ključna vprašanja. Nas je zanimalo,
kaj ženske menijo, naše sogovornice, ali je spol dejstvo, da so ženske, kakorkoli vplivalo na njihovo karierno pot. Zanimalo nas je tudi, ali so same kdaj izkusile, imajo izkušnjo s diskriminacijo, seksizmom na svoji karierni poti. Zanimalo nas je tudi, kako v medijskih hišah, v organizacijah, kjer so zaposlene, kako je pri zaposlovanju, plačilih, pri vsebinah, ki se ustvarjajo, kakšno vlogo, če sploh imajo politika enakosti spolov in ne nazadnje, seveda tudi eno, se mi zdi pomembnih vprašanj, pa mislim, da se bo o tem tudi v nadaljevanju danes govorilo, kakšna je vloga medijev pri udejanjanju enakosti spolov v družbi. Zdaj, če se pogledamo, samo refleksijo vpliva spola na profesionalno pot. Skozi intervjujo so se zelo jasno pokazali nekako tri točke, zelo recimo vodstvene, ženske, ki so na vodstvenih položajih v medijih, so ocenile, da so se za svoje položaje morale bistveno bolj dokazovati, da so morale bistveno več dela in angažmaja vložiti v to. In kot je recimo izpostavila ena od vodstvenih delov v medijih, pravi, velikokrat o tem premišljujem in sem prepričana, da sem se kot ženska morala za te vodstvene položaje bolj potruditi kot moji moški kolegi. Mislim, da sem bila na trenutke dosti bolj prizadevna in bolj ambiciozna kot moški kolegi, ki so mogoče lažje prišli do nekih funkcij. Čeprav res je, gibam se v polju, kjer je ta poklic feminiziran. Novinarstvo je precej feminizirano, vendar pa se mi zdi, da so te najbolj odgovorne funkcije, o tem smo tudi govorili, so pa še vedno nekako v domeni moških. Potem večji angažma tudi na primerih, kjer so ženske šle, so se ženske uveljavile na tako malih moških področjih, gospodarstvo, šport, politika. In sploh so bile potem tudi napake, to je bilo zelo izrazito, napake, ki se pač zgodijo pri upravljanju dela, so bile potem vidne oziroma interpretirane skozi spol. Aha, seveda, ženska še tega ne ve. Zelo izrazito. In pa materinstvo, starševstvo kot dejavnik, ki vpliva na profesionalno pot, to se je potrebno v bistvu rdečo nit, ki se je vlekla, ki se je nekako ogrel, v bistvu praktično, če se vse intervjuje, sploh pri ženskah, ki so na vodstvenih položajih, se izpostavlja, da je eno veliko prelomnico prinesel čas, ko so postale matere, zaradi v bistvu tega trka v bistvu teh spolnih vlog, različnih spolnih vlog žensk. In kot recimo ena od naših sogovornic pravi, to je nedvomno nekaj, kar je zaznamovalo in še vedno zaznamuje moje odločitve glede kariere. Mislim, da je v tem poslu premalo razumevanja, kar vidim kot največjo slabost tega sistema. Potem smo šli na primer diskriminacije na podlagi spola, na seksizem. Jaz bi omenila samo tudi take ključne primere. Pri zaposlovanju, recimo ena od sogovornic, dolgoletna novinarka, je nekako reflektirala in rekla, da je opazila ta vzorec, ki se je v bistvu ponavljal skozi leta, da je v bistvu na razgovorih za službo odlično opravila, imela vse potrebne reference, izkušnje kot novinarka, da je izredno ocenjena, službe na koncu ni dobila. No, na enem od teh intervjujev se je pa zgodilo, da je v bistvu po koncu intervjuja v sosednji sobi slišala pogovor med urednico in drugo osebo o kandidatki za delovno mesto, češ da škoda, da ni moški. Potem, primer nižjega plačila, to je šlo tudi konkretno za osebno izkušnjo ena od naših sogovornic, ko je ugotovila, da je manj plačana na ekvivalentnem delovnem mestu. Seveda je takoj ukrepala, opozorila je nadrejene, ki so rešili situacijo nemudoma in povišali plačilo, seveda, ampak pravi, da v moment, ko je morala pa na to upozoriti nadrejene, skratka, da pa jo je diskreditiral in postavil v izrazito neugoden položaj. Potem seksistične šale, zdaj opaske, zdaj izgovorim samo o teh, samo na temo, konkretno samo spol, sicer pa od rasističnih do homofobnih in vseh drugih vrst opask in izjavljanj znotraj kolektivov, kot se je pokazalo, to ni, je precej prisotno. Zdaj, če se en kratek citat preberem,
V redakciji so pa še vedno tiste malo šovinistične šale v smislu babe za volanom travaste. Recimo konkreten primer. Jaz sem sedaj imela intervju s premijerko, urednica je pohvalila, da je bilo dobro narejeno in vse. Moj dnevni urednik pa je to komentiral. Dobro sta se žgali, kar je meni zmotilo in potem je zraven še nekdo rekel babni ravs. Jaz se sedaj vprašam, če bi moški naredil tak intervju, v katerem bi ostro in odločno nastopil, ali bi urednik tako komentiral. Torej, novinarke, urednice, direktorice, različne ravni delovanja in pozicij moči, pa nekako isti problem trg s stereotipiziranimi spolnimi vlogami žensk. Kot smo že prej govorili o ženskih in kriznih menedžerkah, jaz se tu ne bi ponavljala, glede na to, da nimam prav več veliko časa. Se mi zdi se pa zelo tudi izpostavljati prepletanje spolnih vlog pri ženskah. Spol kot dejavnik pri zaposlovanju. Pokazalo se je, da spol ni nezanemarljiva osebna okoliščina in če se pri moških ne gleda na njihovo družinsko življenje, je pa za ženske ravno obratno. Se zaposlitev gleda tudi skozi vlogo ženske kot matere, skratka, tudi skozi njeno zasebno življenje, družina, skrb, otroci in drugi družinski člani in članice. In seveda bolniške odsotnosti v primeru bolezni tudi na področju žensk zaposlenih v medijih, skratka so še vedno ženske tiste, ki pogosteje ostanejo doma z bolnim otrokom. Se je pa zelo izpostavila ta negativno nastrojena klima na delovnem mestu, tako strani sodelavcev, pa tudi nadrejenih zaradi skrbstvenih obveznosti žensk ob bolniških odsotnostih, porodniških dopustih. Seveda to vpliva tudi na samo podobo žensk. In usklajevanje poklicnega družinskega življenja v medijih je seveda še izrazito težavno pri višjih vodstvenih položajih zaradi te zahteve po nenehni prisotnosti, ki gre veliko več čez 8-urni delavnik, hkrati pa ni niti manj težavno za novinarke, zlasti tiste, ki delajo prekerke, skratka, ki nimajo pogodbe za nedoločen čas. Tu se je pokazal izrazit trend individualizacije. Torej, ko skrb za otroke in starejše postane, je dojeto kot individualni problem posameznice, oziroma posameznike in s tem se potem tudi vloga delodajalca in vloga države minimalizira. In v intervjuh je bilo zelo podobno. Predvsem gre na eni strani za podrejanje družinskega življenja poklicnemu, je pa stvar posameznice, kako bo uredila te svoje probleme. Strani sogovornic, ki pa so na vodstvenih položajih, s katerimi smo se pogovarjali, je obstajala precejšnja mera razumevanja in prepoznanja o pomembnosti upoštevanja potreb zaposlenih, tako žensk kot moških, in poskus njihovega upoštevanja. Kar pa seveda ostaja v okviru zakonskih okvirov in seveda predvsem pa na neformalni ravni dogovarjanja med sodelavkami in sodelavci. In so znanarejeni. V tem, zakaj, kje so razlogi, zakaj je na najvišjih položajih še vedno tako malo žensk, so sogovornice poleg sistemskega vidika izpostavljale tudi individualne subjektivne razloge, ko so ženske bodisi zaradi lastnih strahov, dvomov, zaradi vsesplošnega družbenega pritiska v superženski odločijo, da zavrnejo možnost napredovanja in s tem tudi možnost sodelovanja v procesih odločanja. Recimo ena od sogovornic na enem od vodilnih položajev je izpostavila, da se tudi sama soočala z dvomi in strahovi, kljub temu, da je imela v bistvu vse kompetence in reference. Pravi, mogoče smo si dali tudi sami krive za to, da ne pridemo dlje. Premoremo ogromno enega znanja, ogromno ene moči in se pa včasih na neki točki ustrašimo lahko sami sebi in potem, če nimamo nekega pravega suporta, se nam lahko zgodi, da obstanemo na operativnih mestih, čeprav bi lahko še korak dlje naredile. Spet to pripovedam z neke osebne izkušnje, ker sem tudi jaz v bistvu tega zelo bala, čeprav sem že vse vedela in vse poznala. Potem občutljivost za enakost spolov v medijih in njihovih vsebinah, skratka, koga povabiti v studio, koga intervjuvati, koga vprašati strokovno mnenje. In prevladujoče mnenje v intervjujih je bilo, da se pač v medijih pojavljajo seveda tisti, ki so tudi sicer v javnosti bolj izpostavljeni, s čimer se pa seveda tudi reproducirajo potem stereotipizirane podobe spolov in spolnih vlog. En od razlogov je bil seveda tudi novinarstvo kot poklic, kjer si pod stalnim časovnim pritiskom in se poslužiš kontaktov, ki jih imaš, oziroma do katerih lažje prideš.
Hkrati je pa ena od naših sogovornic opozorila, ni pa tega zavedanja, dajmo, da ne bomo imeli samo moški, dajmo poiskati eno žensko sogovornico na tem področju, ki definitivno obstaja. Je pa to spet povezano s tem, da mi hitimo, smo vsak dan pod časovnimi pritiski, moraš hitro najti sogovornika. Da najdeš nekoga novega, da pač moraš poiskati, mogoče ni vaja nastopanja pred mediji. In to se je tudi izpostavilo. Veliko lažje najdeti moške sogovornike, o katerikoli temi, sploh o splošnih temah, medtem ko za ženske sogovornice velja, da morajo biti res 300% strokovnjakinje za neko področje, da se bodo odzvali. Skratka, in to nam v bistvu tudi govori o pomembnosti opolnomočenja žensk. Dvonivojsko, torej na ravni akter, ustvarjalk javnega mnenja in tudi seveda na ravni vodenja procesa odločanja. In če to se je pokazalo, okolikor obstaja zavedanje o enakosti spolov, okolikor obstaja občutljivost za te teme, pri tistih, ki medijsko vsebino ustvarjajo, več možnosti je, da se to potem tudi v praksi seveda udejanja. In eden od primerov, ena od naših sogovornic je izpostavila, da so pač po pregledu določene oddaje iz preteklih let ugotovili, da so v tej oddaji bili predstavljeni praktično večinsko moški, da zelo malo žensk, in so potem v poslovnem načrtu za prihodnje leto zapisali, da si bodo prizadevali, da bodo posebno pozornost namenjali temu zagotavljanju bolj uravnotežene zastopanosti žensk in moških v tej določeni oddaji. Zdaj pa še ena točka in potem jaz res končam. Vloga medijev pri udejanjenju enakosti žensk in moških, seveda mediji nastopajo lahko kot akterji, ki pač lahko prispevajo v smeri večje enakosti spolov v družbi. In seveda se izpostavljam tudi to, ker to je bilo, mi smo intervjuje delali čez poletje, ravno v času državnozborskih volitev, takrat so bili že tudi rezultati znani, je bilo izpostavljeno dejstvo, da je bilo izvoljenih toliko poslank, zdaj imamo toliko od 16 ministrstev 7 ministric, da se bo gotovo to, če ne drugače, seveda odslikavalo tudi na to, tudi v tem, koga bomo recimo konkretno gledali na televizijskih ekranih, brali v dnevnem časopisju ali pa poslušali na radiju. Skratka, se mi zdi pa, da je pomembno izpostaviti tudi eno od naših sogovorcev razmišljanja razlike med spoloma pri zastopanosti v vsebinah kot potrditev stanja v družbi, ki se kaže v tej stereotipni polarizaciji položaja in vsebin in hkrati, v tem smo pa tudi, v bistvu mislim, da je tudi Brankica že na začetku, že v svoji predstavitvi upozorila na to, da gre podoben problem tudi pri procesih odločanja v medijih. In bi kar prebrala in potem zaključila misel in končam. In premalo ženske, pravi, opažamo razlike po vsebini. Ko je govora o nekih temah, kjer se odloča, so moški. Ko so teme, kjer se nekaj rešuje ali pa dela, so ženske. Ko imamo pogovor na operativni ravni, je veliko žensk. Ko imamo pogovor na odločevalski ravni, je veliko moških. Pa ne, da jih ni tako izbiramo, pač ti so na voljo. Tako da izgleda se ta klasični stereotip tudi v praksi potrjuje. Pravzaprav tudi vodilni položaji, ki jih zasedajo ženske v medijih, se pravzaprav potrjujejo to, kar se posod. Na odločevalski ravni, do nivoja, kjer se dela, so ženske. Na odločevalski strateški ravni in deljenje dela so pa moški. Naše srednje so. Ja, in končam, skratka, za spreminjanje seveda v smeri večje enakosti žensk in moških v medijih je v bistvu nujna uravnotežena zastopanost obojih in to na vseh ravneh odločanja in na vseh nivojih delovanja v medijih. To seveda pomeni povečevanje deleža žensk na najvišjih položajih, hkrati pa povečevanje deleža moških na operativni srednji ravni in nižjih ravnih vodenja. In če sem začela z uvodnim razmišljanjem o tem, da je pač spol treba razumeti integrirano, bi zaključila samo s tem, da je treba pač recimo konkretno sprejeti ukrepe, ki naslavljajo ženske in moški, recimo, in to sočasno te stvari razmišljati in jih tudi udejanjati. Uvedba kvot, s čimer se poveča delež na najvišjih vodstvenih položajih, v politiki to že imamo, zdaj tudi v gospodarstvu, v medijih se že počasi o tem že govorim in razmišlja, ob hkratnem sprejemanju ukrepov, ki bi pa spodbujali, zakonsko spodbujali moške, da bi se ti bolj vključevali v zasebno družinsko življenje, pri skrbi za otroke in starejše. To pa je tema, za katero vemo, da je več kot samo aktualna tema v tem momentu. Hvala lepa.